Prvo nevihto sem fotografiral letos junija, je bilo 10 let nazaj, tu iz Piramide. Na začetku sem lovil nevihte s kolesom, nisem imel še izpita za avto. Potem resen lov na nevihte pa se je začel 6 let nazaj, takrat, ko sem dobil izpit za avto. V bistvu sem že od nekdaj užival v teh nevihtah, tudi ko sem še bil otrok, ko smo bili na kakem dopustu na jadranski obali. Še zvečer kaj bliskalo, sem zmeraj rad sedel na obali pa to gledal. Ja, potem pa sem dobil tisti prvi digitalni fotoaparat, pa sem si rekel, zakaj pa ne bi jaz tega probal še fotografirati. Na začetku je ogromno učenja. Treba je poznati vremenske pojave, znati spremljati radarske slike, satelitske slike, potem modelske izračune, da se da že par dni vnaprej v bistvu predvideti območje, pa območje, kjer so najboljše možnosti za te močne nevihte, ne. Sem tu v Mariboru, sem fotografiral recimo res lepe strele, ko so udarjale v Maribor, pa potem razne vodne trombe na hrvaški obali. Je bilo tudi kar nekaj lepih superceličnih neviht tam po severni Italiji. Enkrat nas je res v Istri presenetilo. Nevihta je bila nekje sredi Jadrana, ni izgledala nič kaj posebnega, mi smo bili pač nafotkani noter, nihče ni spremljal radarske slike. Potem pa se je ona 20 kilometrov pred obalo se je okrepila. Naenkrat iz nič vetra se je to okrepilo na 150 do 170. Ko smo bili v avtu, je ekonomci Citroena malo višji je in hitro se veter not upre. In ga še glih zadnji moment sem ga zravnal, da mi ga ni že malo dvigovalo. Sigurno ima vpliv to globalno segrevanje, da več toplote pomeni več energije za nevihte. Recimo kakšna debelejša toča potem pride v poštev. Ampak nisem pa opazil, da bi zdaj v teh 10 letih res bilo neko hitro povečevanje števila neviht.